Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Od 18. do 25. januarja poteka teden molitve za edinost kristjanov. Jezusove besede apostolom pri zadnji večerji: "Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen", vse do danes niso uresničene. Gotovo je to velika bolečina za Boga samega, kakor tudi za krščanske cerkve in skupnosti po vsem svetu. Zelo smo počaščeni in veseli, da smemo v današnji oddaji gostiti ekscelenco, celjskega škofa, monsignorja dr. Stanislava Lipovška, ki nam bo pojasnjeval poglede cerkve in svoje poglede na teme ekumenizma, liturgije in življenja kristjanov. Gospod škof, dobrodošli v naši oddaji. Lep pozdrav vam in vsem, ki ste zdaj z nami. Ja, res smo v tem tednu krščanske edinosti, ki nas nekako še bolj osvešča in spominja na to imenitno nalogo in ja, razpoznavno znamenje krščanstva, ki je, kot ste že lepo omenili, potem nas bodo spoznali, ste moji učenci, če se ljubite med seboj. Žal smo tukaj mi, kristjani, učenci Jezusa Kristusa, če smem tako reči, padli na izpitu, ker te Jezusove srčne želje in tudi zapovedi žal še danes ne uresničujemo v vsej polnosti. Je pa zato tem bolj razveseljivo znamenje, da pa le Božji duh veje v vseh časih in tudi v našem času, zlasti po drugem Vatikanskem koncilu, da nas nekako budi domotožje po popolnejši edinosti. Ne smemo zamenjavati teh dveh izrazov edinost in različnost. Različnost načinov češčenja Boga ali obhajanja vsega bogoslužja nič ne nasprotuje, to je lahko bogatstvo. Je pa to problem, če ni med nami tiste notranje harmonije ali edinosti, ne? To pa je. Edinost v različnosti, to je bi rekli, en tak izraz, ki ga je tudi Vatikanski koncil na novo nekako osvetlil, da ne da bi podlagali, da bi stremeli v neki uniformiranosti, sploh ne, ampak da bi gojili to različnost, to bogatstvo posameznih duhovnih izročil, posameznih cerkva ali narodov ali pač predelov našega sveta in da bi se uresničevalo v tisti medsebojni ljubezni in razumevanju in spoštovanju. In to je, mogoče takoj omenim, večkrat slišim, da celo ne ločimo dobro, za kaj pravzaprav gre, da tu moramo vedeti, da gre tukaj za ta notranji dialog med nami kristjani, to se pravi učenci Jezusa Kristusa. In mi smo nekako razdeljeni v tri glavne, bi rekli, skupnosti. To smo mi katoličani, to so naši bratje pravoslavni in to so naši bratje evangeličani. Kako je to nastalo? Čisto kratko, če lahko omenim, da smo bili vsi skupaj v prvem tisočletju, hvala Bogu, čeprav so bile tu in tam tudi neke težave med vzhodom in zahodom, tako na političnem, tako na kulturnem, kot tudi na verskem področju, ampak je šlo. Žal je prišlo leta 1054 tistega znanega razkola na vzhodu, ko so se bratje iste vere med seboj za ne tako pomembne stvari nekako sprli in nastala ta rana, ki so jo skušali potem reševati na mnogotere načine, pa žal nekako ni šlo. Vse do leta 1964, ko sta se takratni papež Pavel VI in takratni carigrajski patriarh Atenagora srečala kot dva imenitna predstavnika vzhoda in zahoda na Oljski gori v Jeruzalemu in nekako odpravile to medsebojno izobčenje oziroma to težko rano. Poslej se je pa začelo nekako obnavljati in medsebojno nekako zbliževati ta naša stališča, tako teološka, tako druga praktična, tako da smo res lahko veseli tega dogajanja. Žal je nastala potem še ena vrzel oziroma še ena rana, to je bilo pa 1517, to je pa nastop Martina Lutra, ki je imel čisto upravičene nekatere pomisleke in tudi nekatere dobre predloge za reformo
Žal pa je šlo to predaleč, vemo, zgodovina ve, kaj, zakaj, kako, in potem pa ugotavljamo ta veliki razkol tudi na Zahodu. In zato imamo zdaj 3 velike te družine, to smo mi katoličani, in to so pravoslavni, in to so evangeličani. Seveda to je najbolj povedano, najbolj nekako na grobo bi rekli, kajti tudi pravoslavni se med seboj imajo veliko različnih cerkva, večinoma so to vezane na posamezne narode oziroma pokrajine, prav tako pa imajo protestanti 200 in več različnih denominacij. Med njimi poznamo posebej mi anglikansko cerkev recimo, ali pa tudi pri nas tudi recimo poleg evangeličanov ali luteranov, kot pravimo pri nas, so recimo še druge, recimo binkošna cerkev, ali pa recimo adventistična cerkev, ali pa baptistična, metodistična. To so pa spet različne veje nekako v samem tem sklopu, bi rekli, protestantskih oziroma evangeličanskih cerkva. No in to še nič, to bi bilo še vse v redu. Problem nastane, ko se ti bratje iste vere začnejo med seboj sovražiti, ali še kaj hujšega, da so med nami recimo velike napetosti, ja, tudi vojne, ni še tako daleč, ko se je blizu nas to dogajalo, tako da to pa je napad na temeljno razsežnost evangelija in prvo in največja zapoved, ki velja za nas, kristjane, to pa je: ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil, potem vas bodo spoznali, ste moji učenci. In tukaj moramo paziti, ne? Vsi smo kristjani, vsi smo učenci Jezusa Kristusa, vsi smo ljubljeni otroci nebeškega očeta. Vendar so med nami, so pa te različne družine, vsaka ima pa svoje, nekako bi rekli, svojo zgodovino, svoje značilnosti, in tu je pa lahko to bogatstvo, ki pa mora biti razlog ne za nasprotovanje, ampak za medsebojno bogatitev in sodelovanje. Prav o tem želiva govoriti tudi v prvem delu pogovora. Glede na to, kar ste povedali, kar je danes dejstvo, se pravi, da ni popolne edinosti med kristjani, med krščanskimi cerkvami in skupnostmi. Kakšno je sploh pričevanje kristjanov potem v današnjem svetu? Koliko moči ima glede na neuresničene Jezusove besede in želje po edinosti? Needinost med kristjani je z besedami Vatikanskega koncila pohujšanje. To se pravi, če mi pridigamo, govorimo, kako je lepo, da smo učenci Jezusa Kristusa, pa potem nismo zvesti v eni izmed temeljnih razsežnosti, potem je to seveda ni v skladu in nismo prepričljivi in naše oznanilo ni iskreno. In to nas mora nekako boleti. In je vedno bilo prisotno v cerkvi ta želja, da bi pač nekako premostili te razlike. Seveda, to tudi potem krni to duhovno moč. In je pa danes še, mogoče pred nami še druga pomembna zadeva, mi se tudi soočamo z našimi brati, ki pa niso kristjani, ki so nekristjani, to so predstavniki nekrščanskih verstev, ki so prav tako tudi verni, to so recimo muslimani, ki trkajo na vrata Evrope. In tu je tudi imenitna naloga, kako se sedaj soočati s tem problemom. In še prej so pa naši starejši brati, ki so pa Judje. In tu je sedaj velika naloga za vse odgovorne, da se ne gremo v spopad teh verstev in kultur, ki so za njimi, ampak da gremo v medsebojni dialog. To je pomembno. Uradna, bi rekli, misel, ki pa ni še popolnoma sprejeta, ampak vendar je. Vsi odgovorni predstavniki teh krščanskih in nekrščanskih cerkva se nekako vsaj verbalno v besedah v tem strinjajo, da ni druge poti za človeštvo in tudi za bodočnost cerkva in našega duhovnega življenja in da ni druge poti v zvestobi Božjemu razodetju, kakor medsebojni dialog, razumevanje, iskanje tega, kar nas povezuje. In tu je seveda
bilo že kar nekaj storjenega. Mislim, da obhajamo letos že 25. obletnico, odkar je pokojni papež, kmalu blaženi, Janez Pavel II. Prvič Asizijo zbral predstavnike krščanskih in nekrščanskih cerkva oziroma verstev. Se pravi, da so bili skupaj s kristjani, med kristjani, katoličani, pravoslavni, evangeličani, tudi recimo muslimani, tudi predstavniki azijskih verstev in afriških, ki so nekatera še starejša od krščanstva, in se v njih odkrivajo sledovi prarazodetja, tako rekoč. No in to je bilo v Asiziju, tisto znano srečanje miru, v mestu miru, v Asiziju, ki bo letos tudi o 25. obletnici oktobra, oziroma septembra, zelo slovesno, in je to tudi eno močno znamenje za naš čas in veliko upanja za našo prihodnost. Gospod Škof, naslov 46. tedna krščanske edinosti letos 2011 se glasi: Stanovitni v nauku apostolov in v občestvu, v lomljenju kruha in v molitvah. V tem naslovu so izrecno navedene 4 prvine edinosti: nauk, občestvo, evharistija in molitev. Zadnji 2 sta neposredno povezani z bogoslužjem, liturgijo, skratka s področjem, ki ste ga vi posebej študirali, tudi predavali na Teološki fakulteti, namreč liturgiko ali bogoslužje. Naše vprašanje na to temo je na začetku bolj splošno. Kako je bogoslužje pozitivna ekumenska prvina, v smislu, da uvaja človeka, torej vse kristjane, v prave drže pred Bogom in v spoznavanje Boga, kakor se nam je razodel? Ja, imenitno vprašanje. Mogoče bi najprej rekli, kaj je sploh bogoslužje, da je to delo odrešenja, uresničevanje dela odrešenja Jezusa Kristusa. To, kar je delal Jezus Kristus sam, je potem naročil učencem, sedaj pa vi pojdite in v mojem imenu to uresničujte. Recimo, temeljno bogoslužje dogajanje je sveta maša. Kdaj je nastala? Če smemo tako reči, pri zadnji večerji. Kako je Jezus takrat zbral učence, kako je jim tako govoril, znani poslovilni govor, in vzel kruh, blagoslovil, razlomil. To delajte v moj spomin. Vatikanski koncil o tem razmišlja o konstituciji bogoslužja. Pravi, nikdar poslej se cerkev ni nehala zbirati k uresničevanju tega naročila in se ne bo do Jezusovega drugega prihoda ob koncu času. Kdaj bo to, ne vemo, je pa to jasno napovedano. To ne bo uničenje, to bo nastop novega neba in nove zemlje. In sedanji čas je pa čas med Jezusovim prvim prihodom. Mi smo pravkar obhajali Božič, ki pa nas učuje ta prvi prihod, učlovečenje, in drugi prihod ob koncu času. In zdaj je pa čas cerkve, čas Jezusovih učencev. Kako mi sedaj to uresničujemo, kar nam je Jezus naročil. On je naročil učencem, pojdite in učite vse narode in jih krščujte v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. To mi delamo, vsi kristjani. Vsak to pa mogoče malo drugače razume. Nič hudega. Če smo zvesti Jezusu Kristusu, njegovo naročilo, smo na dobri poti. Tako da vidite, to so bogoslužje uresničuje to naročilo Jezusa Kristusa in ga uresničuje na podlagi teh, tako rekoč, vidnih znamen in vsega tistega, kar je storil Jezus. Recimo pri maši se to najbolj vidi, ko recimo duhovnik stopi, tako rekoč, na mesto Jezusa Kristusa. Po njem Jezus uresničuje to, kar je storil pri zadnji večerji. Celo tako, da duhovnik govori v isti osebi. Vzemite, jejte, to je moje telo, ki se daje za vas. To delate moj spomin. In potem opozorilo, skrivnost vere. Skrivnost ni nekaj nespoznatnega. Skrivnost je odrešensko dejstvo. To se pravi, to, kar je storil Jezus pri zadnji večerji, to se sedaj ponavlja. In verniki odgovorimo, bolj ali manj zavajajoče, kaj to pomeni. To je v smrti oznanjamo Gospod in to je vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Pomeni, da v nas umira stari človek, da se v nas rojeva novi človek, ki bo Bogu ustvarjen.
pomeni, da se z nami nekaj dogaja, da postajamo drugačni, da postajamo bolj zvesti Jezusu Kristusu. In če bomo do kraja zvesti Jezusu Kristusu, bomo tudi zvesti njegovi zapovedi edinosti. Če se pa izmikamo, če pa se izgovarjamo in pa se mogoče opravičujemo, potem pa seveda nismo do kraja zvesti. In tu je zdaj. Tako bi nas vsaka liturgija pravzaprav morala bolj približati tudi k edinosti. Vse nas. Zdaj seveda, če preidemo tisto, kar je tudi bilo včasih predmet spora, kjer so pač učitelji rujemo neke nepravilnosti, ne? Celo, da jezik ni ta pravi. Celo tako daleč smo bili, pa še danes bi kakšnega našel, da je možno bogoslužje obhajati samo latinščini za Božjo voljo, kje pa smo, ne? Pa še danes bi našel kakšnega takega, ne? Takrat so se podajali zaradi tega. Potem tudi, da mora biti obredi čisto poenoteni, pa se ni res. Se ni res. Saj je bogatstvo teh različnih izročil in ne moreš zdaj prisiliti recimo nekoga z azijskim izročilom, pa z evropskim, da bo to oba na enak način nekako doživljala to Jezusovo naročilo, to delate moj spomin. No in seveda tu je treba imeti malo tistega, kot se reče, širine. In odprtosti in učljivosti in tudi ponižnosti, da se lahko kaj naučiš od drugega. Ne? Pa vendar, gospod Škof, v kakšnem smislu je bogoslužje tudi ekumenski problem? Ali lahko rečemo, da imajo nekatere krščanske cerkve in skupnosti bolj pomanjkljivo bogoslužje, ki ne izraža celotne vsebine njihovega verovanja, ali pa celo nekaterih razodetih resnic sploh ni najti v njihovem bogočastju? Ja, tu ste načeli seveda velik problem, ki ga niso rešili v tisočletjih, tudi mi ga nocoj ne bomo, oziroma danes, ampak je pa to odprto vprašanje. Ne. Vemo, da smo z pravoslavnimi kristjani veliko bliže nekako v vseh teh vprašanjih. Recimo maša, ki obhajajo, hristično daritev, ki obhajajo pravoslavni, ima čisto isto zgradbo nekako, čeprav malo drugače, ampak zelo obogateno z tem vzhodnim čutenjem in tako dalje. Ja, samo seveda v drugem jeziku že to, v drugem obredu. Rimski obred je nekaj drugega kot bizantinski obred, ali kot sirski, pa vzhodno-sirski, pa koptski obred. To je samo bogatstvo. To je lahko, recimo, marsikdo tudi poslušalcev je doživel kdaj kakšen prenos, recimo bogoslužja, recimo z Moskve. Ruski patriarh, recimo, vhaja slovesno, kakšen je to zbor, kakšno je to petje, kako je to svetišče lepo urejeno, razsvetljeno in to, in kako verniki zraven sodelujejo. Ja, to so lepe stvari. Jaz sem tega nekaj doživel, recimo, mojih nekako srečanjih z vzhodnim bogoslužjem. Lahko rečemo, da se lahko marsikaj učimo drug od drugega. Ja? Katera cerkev ima po vašem mnenju najbolj bogato bogoslužje? Po mojem mnenju ima katoliška cerkev najbolj bogato, če smem tako reči. Ampak čakajte, tu je pa zdaj tisto, ne? Da moramo spoštovati vse in gledati vsako tako načine izražanja te bogodanosti, te hvaležnosti, tega zaupanja do Boga v tem kulturnem, duhovnem kontekstu, ne, ki je pač drugačen. Ne. In se spomnim, ko je prišel sedanji koptski patriarh v Egiptu, Aleksandriji, Šenuda III. Na obisk Pavlu VI. Jaz sem takrat v Rimu, sem študiral v Rimu, in je pripeljal s seboj 7 diakonov, kot so spodobi, 7, sveto število. In so pred papežem zapeli ene večernice, nekaj takšnega, ne. In so cerkev seveda. To je bilo petje absolutno drugačno od našega, absolutno. In kdo bi mogoče mislil, da to ni nič, če je navajen samo recimo naše polifenije ali pa še kvečemo našega korala in tako dalje. To je bilo afriško, to je bilo popolnoma drugačno. In to so tako, da te je kar streslo nekako, ko so začeli oni to mi je zapel, to so začeli vabiti, jih bogoslužijo in moram vsi skupaj. Pa to smo mi samo gledali, kaj pa je to zdaj? Absolutno drugačno. Ampak z veliko vero in z veliko predanostjo in gorečnostjo in spoštovanjem in vero. Ja, čakajte, tu moraš imeti malo tistega prostega hoda, ne, da dovoliš, da je lahko še kaj drugače. To je itak temeljno načelo dela za edinost, da smo
nekako pripravljeni priznati drug drugemu, da imamo pač legitimne pravice, da na svoj način izražamo našo vero, našo hvaležnost in potem tudi, da poudarjamo tisto, kar nas povezuje, ne pa samo tisto, kar mogoče loči. To je že rekel pokojni papež Janez 23, ki je leta 58 napovedal Vatikanski koncil, pa so rekli, se ta ne ve več, kaj govori, ki je pa ta starček je potem prvič zbral skupaj tudi predstavnike drugih krščanskih cerkva in evangeličane in pravoslavne. Pa je rekel, čisto da mi smo bratje, se molimo Oče naš. No, to je že Avguštin rekel pred njim. Ne. Dokler molimo Oče naš, smo vsi Jezusovi bratje in sestre in ljubljeni otroci nebeškega Očeta. Pravi, mi naglasimo tisto, kar nas povezuje. O naših razlikah smo pa že drugič zmenili, ne? Tako da, mislim, tako malo ponestavljal, ampak tako je. To je pot. Ne? In ekspertne skupine, recimo teologov, pa se potem soočajo s tistim, kar ste že prej lepo rekel, da pač nekateri elementi niso prisotni, recimo v evangeličanskem bogoslužju. Ja, seveda, to bi si mi želeli. Ampak spet pa moramo spoštovati njihovo izročilo, njihovo, bi rekli, duhovno pot, ki je bila pač takšna. Zakaj, kako je takrat Luther to začel, pa njegovi somišljeniki oziroma soreformatorji, to pa vemo, to ve zgodovina, to ve dogmatika, to ve liturgika. Prebivalcem oziroma članom teh skupnosti danes ni mogoče učitati greha ločitve v 16. pa v 12. stoletju. Ne. To je tudi v beseda Vatikanskega koncila. Pravi, mi moramo se zdaj, mi sami med seboj razumeti, zakaj, kako, to pa so eksperti, ki lahko to pojasnujejo. Imam prisrčne spomine na srečanja tudi z evangeličani, če hočete. Ne? Pa smo nekje pri nekem bogoslužju, no, Maribor je bilo v stolnici. Recimo, so bili oni na obisku iz Marburga, študentje univerze v Marburgu, znana univerza, Philipp Wilkes Universitet Marburg, ki je zelo znana univerza v Nemčiji. In tam je tudi univerzitetska župnija in tam je pevni zbor, nisi zbor je pel tu. In seveda pri nas so peli same korale, koralno petje, latinsko, te mašne besedila. Pa sem bi rekel, odkot pa vi to znate? Pa mi je lepo odgovoril. Je rekel, veste, to je pa naša skupna dediščina. Krasno. To se pravi pred letom 1500. Aha, skupna dediščina. Zanimivo je. Mi smo nekaj tega celo zavrgli, tako da oni zapišejo nam dol pet naš koral. Aha, krasno. No, da vidite, se da marsikaj. In smo bili takoj skupaj. In tako, da je treba imeti to odprto srce. Ali ni morda ravno obred tisto, kar je v posameznih cerkvah najbolj zasidrano in ovira kristjane pri zbliževanju? Tu in tam, ja. In da to ne bi smelo biti. Smo že prej malo omenili, če se kratko pogovarjamo, imamo recimo rimski obred, ki ga je obdržala nekako katoliška cerkev, razen z majhnimi izjemami, recimo milanski obred, pa tako, dobro, ampak, ali pa španski, ne, karikanski nekoliko, ampak to je v nekaterih pokrajinah in cerkvah. Rimski obred. Potem imamo mi vzhodni obred, ki pa se nekako tudi ločuje na več družin, tako zvani vzhodno-sirski in zapadno-sirski obred, ki ga zapadno-sirski imenujemo preprosto bizantinski, tudi slovanski, ker to je potem, vemo, da je bil Rim, drugi Rim je bil Konstantinopel, to se pravi Bizanc, Carigrad, drugo središče. In kako v Rimu, tako se tudi v Carigradu nekako oblikovalo tudi bogoslužje. In to je današnji, ta, bi rekli, bizantinski obred, ne, Bizanc, to so bila ta cesarska doba, ne, in tu so bili mnogi imenitni cerkveni očetje, kot recimo Janez Krizostom ali Bazilij Veliki. In ta dva sta tudi po vzhodnem načinu izražanja in čutenja oblikovala bogoslužni obred.
To se pravi, kako se obhaja maša, kako se obhaja krst, kako se obhaja poroka, kako se obhajajo vsi drugi zakramenti, a ne, to stori bogoslužje. In to imajo še danes. Oni to skrbno čuvajo. Ne. Takrat so imeli grški jezik, zdaj imajo recimo že v glavnem v narodnih jezikih, recimo pri nas še starocrkveno-slovanski jezik, recimo Srbi, pa delno tudi Rusi. Čeprav se že, Grki so že prevzeli ta novi grški jezik, recimo, ne. Čeprav so imeli prej tudi starocrkveno-slovanskega, ki izhaja od imenitnih apostolov svetih bratov Cirila in Metoda, ne. Tako da to je zelo zanimiva zgodovina. Obred naj bi povezoval, če smo pametni. In to se dogaja. Mi imamo v Mariboru pravoslavno župnijo, pravoslavno skupnost, imamo v Celju, imamo v Ljubljani, ki kljub težavam, še mi imamo težave s pevskim zborom, ne, naših katoliških, tudi oni, ampak vendar imajo zelo lepo bogoslužje, ne, v njihovem, bi rekli, v tem vzhodnem ali bizantinskem obredu, ne. In rečem, da je to tudi lepo doživetje. Jasno ima neke svoje zakonitosti. Mi smo zakonjaki bolj racionalisti, mi smo med drugim tudi postavili načelo, naj se nič ne ponavlja, naj bo vse zelo odmereno, ne, da pa kratko in tako, ne vem, pa kaj še vse, ne, dobro. Oni pa tam, recimo, se nič toliko ne vznemirajo, če se nekaj malo ponavljajo, zlasti se ponavljajo te prošnje, ne, tako zvane ktenje. Gospodi pomiluj, Gospod usmili se, Gospod usmili se. Ampak je več vrst tistih prošenj, ki vendar ima pa vsaka neko drugačni značaj, drugačni genus. In to, potem, ko to spoznaš, pa vidiš, da ima svoj zakaj in svoj zato. Če pa tega ne poznaš, potem pa seveda vršiš vse en koš, potem pa si nestrokovnjak in si potem seveda kritičen lahko tudi do njih. Torej, oni so pravzaprav v bogoslužju nekako rasli v veri in jim je bogoslužje bilo tista šola tudi duhovnega in verskega življenja in je to vsega spoštovanja vredno. Kako pa potekajo ekumenski pogovori glede liturgičnih vprašanj? So to pogovori na vesoljni ravni med katoliško cerkvijo in posameznimi krščanskimi cerkvami ali skupnostmi, ali pa potekajo ti pogovori vsaj na študijski ravni znotraj posameznih dežel? So bili kdaj denimo v Sloveniji pogovori med katoliško cerkvijo na Slovenskem in krščanskimi cerkvami ali skupnostmi, ki delujejo le pri nas? Ja, zelo lepo. To je spet, ja, če gremo zdaj, ne vem, od domačega ali na vesoljno. Ja, to se je dogajalo in se dogaja, hvala Bogu. Nekaj sem bil celo zraven, pa upam, da bomo te pogovore še obnovili. Vemo, da imamo recimo v Rimu tako zvano tajništvo za edinost kristjanov, ki ima na ravni katoliške cerkve to nalogo, da vodi ta strokovni dialog, da skrbi za to medsebojna srečanja z vsemi cerkvami, krščanskimi, zlasti seveda vzhodom in tudi z evangeličanskim na zahodu in tudi z anglikansko. In tu so skupine strokovnjakov, ki se potem lotevajo posameznih vprašanj. Dobro. In to, moram reči, lepo funkcionira. Prav zdaj je novi predstojnik tega tajništva za edinost kristjanov, nekdanji bazelški škof Kurt Koch, znani mladi škof, ki zelo dobro pozna protestante, ker je tam živel z njimi v Švici in zdaj on že z velikimi koraki nekako nadaljuje ta proces medsebojnega, bi rekli, sodelovanja, tudi zbliževanja, tudi proučevanja še odprtih teoloških vprašanj, ki s pravoslavnimi ni toliko, z evangeličani veliko več. Ampak vse se da nekako urediti in kot rečeno, bogoslužje lahko samo povezuje. In tudi ta nekatera vprašanja, ki so recimo dobro še odprta, je treba pač na tej ravni
strokovni ravni nekako osvetljevati, zakaj, kako. In potem vidimo, da ima vsak neke svoje razloge, zakaj je do tega prišlo. Seveda so pa tudi poglavja, kjer je pa preprosto zmanjkalo tiste temeljne razsežnosti, ki je krščanska ljubezen in tudi ponižnost in tudi spoštovanje. To bo treba pa nekako vzeti v zakup in se dogovoriti in, kot smo že naredili, obžalovati in napraviti nekako neko zgodovinsko zaključeno poglavje. Ja, no, marsikaj se recimo zdaj dogaja z anglikansko cerkvijo. Vidite, da so oni tudi, da se celo kateri škofi in duhovniki nekako vračajo in je sporazumno z anglikansko cerkvijo, z predstojnikom anglikanske cerkve, še vedno ločene, je ustanovljen poseben ordinariat, ki nas pomaga tistim, ki se želijo vrniti katoliško cerkev. To je zanimivo stvar. To je zanimivo. In v sporazumu, ker so rekli, v redu, verska svoboda, če vi smatrate, da je to bolj prav, izvolite. In to se dogaja že sedaj. Vendar ne gre tu za nobeno vračanje. To je ravno tudi, to je zelo naglasil Vatikanski koncil, ampak da nekako ostanemo vsak pri svojem, da to nekako odkrivamo, da medsebojne razlike skušamo pojasniti, jih nekako razumeti, to ni sinkretizem, to ni, da imamo kar tako pod mizo nekaj, ne. Tu se treba zmeniti, zakaj, kako se to razume in moram reči, da se kar lepo svita. Se zdi, da so nekatera vprašanja, ki so bila v zgodovini predmet spora, danes že iz dnevnega reda, da smo se zmenili, kaj pravzaprav mislimo. Rekli ste, da ostanemo vsak pri svojem. Kako bo izgledala v praksi edinost med kristjani, med krščanskimi cerkvami in skupnostmi? Vsak bo verjetno ostal pri svojem obredu, edinost pa se bo zgodila v srcu, najverjetneje, ne? Na temelju ljubezni, ponižnosti. Nekaj več. Še več. Recimo primer. Ekumenska poroka med evangeličani in katoličani. To smo se uspeli zmeniti tu v Sloveniji, ne? S pravoslavnimi še ne. Z evangeličani ja. Kako to gre? Da sta oba duhovnika navzoča. In smo napravili obred, ki se ni več ne katoliški, pa ne več evangeličanski, ampak je ekumenski. To se pravi soglasje obeh cerkva, če se ljubezen žge med luteranom in med katoličanko, ergo, ne bomo mi zdaj te ljubezni zašli gasiti, ampak bomo jo blagoslovili, bomo dali malo spodbude, ampak obe cerkvi, obe. Tu so dogajale čudne stvari, veste. Tudi nestrpnosti z ene in z druge strani, tudi z naše. Od kdaj imamo mi sprejeti ta sporazum med cerkvami? Na pamet ne bom zdaj povedal, ampak vse od leta 75 tam nekje. Tudi druge v Evropi, verjetno tudi v drugih evropskih državah. V Nemčiji so imeli že zdavnaj to, mi smo za njimi malo caplamo in sploh v teh zapadnih deželah, ja, in mi imamo tudi slovenski obrednik, ekumenska poroka. In je konec tega potikanja in vsega mogočega bilo je, veste, ne bomo zdaj to naštevali. In na eni in na drugi strani. Zdaj sta oba duhovnika, katoliški v katoliškem liturgičnem oblačilu, luteranski v luteranskem oziroma evangeličanskem. Raje se tako sliši včasih, ampak čeprav so luterani tudi, to so najbolj nekako zvesti protestanti, najbolj zvesti Lutru. In Luther je bil tako še v svojih stvarih, marsikje, zelo blizu katoliškemu učenju. Pozneje se je to tudi, recimo, nekako tudi malo spolitiziralo, če hočete, kaj vse je bilo potem na račun vsega tega. Dobro, hvala Bogu, to je zgodovina za nami, 30-letna vojna za nami, ampak to je bilo marsikaj in na obeh straneh. Zdaj pa imamo tu lepo urejeno in jaz sem bil že večkrat udeležen v taki poroki, nimaš lepšega. Nimaš lepšega, da potem oba duhovnika nekako v tem sporazumnem obredu sodelujeta
in oba partnerja seveda, in je potem to imenitno dogajanje. Seveda, potem nastane še vedno en problemček, kako je zdaj s krstom. Tu pa je spet dogovor med partnerjema, med mamico in atijem, da potem rečete, ja, bo zdaj tako, to je pa spet dogovor. Tu pa zdaj ni pravila, ampak dogovor. In če je ljubezen močna, potem je dogovor zelo lahek in blizu. Kako to izgleda v praksi, pa pojte vprašati v Prekmurje, ampak seveda, imamo navodila. In v veliki meri se to uresničuje. Gospod Škof, preidiva sedaj k letošnji prvi bogoslužni prvini edinosti, ki je lomljenje kruha ali sveta Evharistija. Vprašanje je odprtega tipa v smislu, kako je v katoliški cerkvi in v drugih krščanskih cerkvah ter skupnostih lomljenje kruha vir in vrhunec bogoslužnega delovanja posamezne cerkve ali skupnosti. To bolj nasplošno. Ja, gotovo, ker je bogoslužje življenje in delo Jezusa Kristusa, ker je bogoslužje v svojem bistvu srečanje z Jezusom Kristusom, je zato osrednjega pomena za vsako, to se pravi, cerkev oziroma versko skupnost in za vsakega kristjana. Je vrhunec, ste rekel, in vir. Vrhunec, kateremu teži delovanje cerkve. Prej mora biti še marsikaj. Tega človeka, ki gre k bogoslužju, da se bo prav lahko udeleževal, kaj je treba pripeljati k veri. Je treba neke izkušnje, bi rekli, vere in bogovdanosti, kjer se to dobi v domači družini, vidite, ali pa pri verouku, recimo, ne, da sploh veš, kaj je to molitev. Drugače je potem težko biti pri bogoslužju, če ne veš, kaj je to Oče naš, in tako. In zato je tako važna tudi ta, bi rekli, verska vzgoja doma v družini, in ker tega večkrat ni, saj vemo, kako je, potem nekaj tega prevzame lahko verouk, in da se nekako lahko verniki uvaja, potem da seveda, da vemo, zakaj gre pri maši, da spoznamo njeno, recimo, strukturo, da se to besedno bogoslužje, to je evharistično bogoslužje, to je tako zvana verska izobrazba, bi rekli, informacija. Če tega ni, potem je vse skupaj nekako neko skrivnostno dogajanje, ki ne vemo kaj in kako. Tako da bogoslužje postane vrhunec, potem mora biti človek že nekoliko uveden, tako da ve, kaj in kako. No, to je bilo seveda še posebej težko v času, ko smo imeli recimo bogoslužje v nerazumljivem jeziku, recimo v latinščini in tako dalje. Takrat so imeli recimo razne molitvenike, ki so malo pomagali, so imeli te molitve prevedene ali pa so imeli različna razmišljanja in tako dalje. No, zdaj lahko direktno nekako sodelujemo in potem nas bogoslužje nekako vodi v to dogajanje, v to skrivnost srečanja z Jezusom Kristusom, v Svetem Duhu. Zakaj? Da bi se tudi mi kar se da upodobili v Jezusu Kristusu, da bi on nekako zaživel v nas, da je potem po vsakem takem bogoslužjem srečanju odhajali domov drugačni, prenovljeni, bolj pripravni za pač živeti evangelij, če hočete, in tudi jasno prvo in največjo zapoved edinosti in ljubezni in vse druge tudi. Se vemo, da je vera potem brez del mrtva in da bomo celo sojeni potem, kaj ste storili, kateremu od teh mojih bratov, to ste meni storili. In tam Jezus kar našteva, lačen si mi mislim dali jesti, žejen si mi mislim dali piti, v potnik si mi ste me sprejeli, bolan si mi ste prišli k meni, jer njih sem bil in ste me osvobodili. Ja, pogledajte. Recimo, popotnik si vi ste me sprejeli, glej, odpuščeni delavci Vegrada, evo, brez vsega gre domov, nazaj doma pa družina, kaj si pa ti prinesel, nič, golo kožo. Vidite, recimo, popotnik si vi ste me sprejeli, lačen ste mi dali jesti, ja, vidite. To so današnji popotniki. Bolan sem bil in ste me obiskali, jo, koliko še jaz
Ne? Lahko rečemo, nimamo časa, da bi šli recimo nekega starejšega, obiskali neko babico tam v domu, zdaj ne mogli in tako dalje. Vidite, tako da, tu se potem krščanstvo uresničuje. In moč, spodbudo, nekako ta notranji naboj, naj bi sprejeli ob srečanju z Jezusom Kristusom pri bogoslužju. To je, mislimo, tu zdaj se na mašo. Potem pa recimo krst, ki je tudi imenitno dogajanje, to pa je vstop v to delo odrešenja. Ne? Tu pa šele postanemo kristjani, ampak ne kakorkoli. Apostol Peter pravi, pridite k Kristusu, dajte se vzidati v to čudovito duhovno zgradbo. Potem pa vi ste izvoljen rod, kraljevo duhovstvo, svet narod, pridobljeno ljudstvo, da bi oznanjali slavna dela njega, ki vas je poklical svojo čudovito luč. To je. In jaz sem zelo vesel, da je letos za osmino, kot ste že dvakrat zdaj povedal, ta imeniten bi rekli, odlomek iz apostolskih del, ki pokaže nam idealno obliko, bi rekli, krščanstva na apostolske skupnosti, o katerih se je lahko reklo, bili so stanoviti nauko apostolov, to se pravi zvesti evangeliju, bi se rekli danes, v lomljenju kruha, v lomljenju, to se pravi, to je maša, bratski skupnosti, medsebojni povezanosti in molitvah. Ajmo ga, tu smo. Ne? To je idealna oblika. Če še ostaneva pri Sveti Euharistiji, kako pravoslavne cerkve živijo to ekumensko razsežnost lomljenja kruha? Ja, kot mi. Isto. Sem že prej rekel, da je zanje, oni do nedavnega niso imeli nobenega pravega veruka. Imajo pa recimo vzgojo doma v družini. Recimo za Srbe, vemo, pa tudi drugi narodi imajo tako zvano slavo, ki je imeniten verski obred doma v družini, ki goji te, rekli, duhovna izročila, nekaj podobne kot judovska velika noč v judovski družini. Ja, to so zakladi. Ja. Jaz se udeležujem nekaterih pravoslavnih družin, ki slavijo ali slave in vem, kaj je to. To je imenitna zadeva, ki povezuje družinske člane in tudi sorodnike in naprej in dobro. In oni isto živijo to bogoslužje, kakor mi. Seveda, še prej sem menil, to je ta vzhodni obred ali točno bizantinski obred, ki je recimo sestavila dva imenitna, to je Janez Krizostom, carigajski škof, in Bazilij Veliki, tudi imeniten teolog in menih in tako dalje. In isto uporabljata iste vire, iste evangeliji, isto poročata, kaj je Jezus storil pri zadnji večeri, isto. In tudi, da smo v moči tega kruha, mi potem poklicani, da vršimo velika Božja dela, isto kot mi, isto. Seveda, mi smo to malo bolj nekako, kaj bi rekel, precizirali, tudi ta angažma, če hočete. Oni se ustavijo malo bolj v tem slavljenju Boga, slavljenju te čudovitega Božjih del in Božje ljubezni, ki se nas razli v Jezusu Kristusu. Učinek je pa isti. Ne? In mi imamo seveda mogoče malo drugačen način sodelovanja. Ja. Oni pa spet malo drugače, recimo pride k bogoslužju, prva stvar je, da on prižge svečo. Kaj to pomeni za njega, tista sveča, ne? Kaj vse to se notri vključuje zraven njegova molitva, recimo zraven, ne? Oni se veliko se križajo, ne? Ampak mi to ne poznamo tega običaja, ne? Ker se pokrižamo od njega, ne tako pogosto. Ne? Oni, če se to velikokrat križajo, pomeni, da se delajo v imenu Svete Trojice. Križ je vedno v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Če to malo bolj na hitro naredi, jasno je to malo rutinsko, ampak je pa to vstop v skrivnost Svete Trojice. In to je važna stvar. Ali je tudi v njihovi cerkvi stalno navzoča Sveta Euharistija? Stalno, ravno tako. Tudi oni ohranijo
posvečeni kruh, svetorečeno telo za bolnike. Zato imajo ta ikonostas in za ikonostasom ima trojna vrata, sredi kraljevska vrata, tam stopi samo duhovnik. To je malo drugače. Potem so tele recimo tako zvani ikonostas, pomeni ta pregrada z slikami svetnikov. Kje se zelo lepa umetnina, ne? To je največja umetnina, se navadno to. Seveda mi to nekako ne razumemo. Ne? Oni ločijo sveto od presvetega, no se pravi, presveto, tam stopi samo duhovnik. To je pač malo, mi smo to malo znivelizirali, veste. Oni to držijo malo bolj to odstojanje, kako bi rekel, ne. Znano je z začetka izvoljenega ljudstva, kaj ne? Že v stari zavezi. Sveto, presveto. Tudi. To so duhovna izročila, ki so starejša. Imel sem čast predstaviti mariborsko stolnico svoj čas romunskemu predsedniku Konstantinescu, ko je v Mariboru dobil častni doktorat in je na svojo željo htel priti v stolnico. Pride v stolnico s spremstvom, pridemo do oltarja in ni hotel naprej. Do tu. Sem ga izvolite naprej. Ja, najprej on je šel še kot predsednik, njegovi žena pa ne drugi, pa spet ostali. Spet ne se mora res truditi, da se naprej spravil. Pravi, ne, to ni dovoljeno. Viš to? Mi smo, ko hodimo okoli oltarja, ko nekaj tam ne, to ni dovoljeno, to je samo za duhovnika. No, dobro, oni se lahko malo tudi tam malo podarili, ampak to je to. Kaže na neko posebno spoštovanje. Neko posebno spoštovanje, to je presveto. Ok, dobro. No in tisti ikonostas tam, to je vedno Božja mati Marija, to je zavetnik cerkve, svetišča, zgoraj je križ, se razume, in potem so lepo apostoli. Ja pa, čakajte, to je poseben, mislim, kodeks, kako mora biti to razporejeno. In to je vse, potem naj razlaga tudi duhovne pri bogoslužju. In ko pride tam otroček, pa kdorkoli to gleda, pa mu to mamica razloži, pa mu to ati razloži. Ja, čakaj, to je kadeheza. Ja, tako da, je za to. Seveda še zadnje podvprašanje. Kako je z bogoslužjem lomljenja kruha v protestantskih cerkvah in skupnostih? Oni razumejo to na svoj način. Spoštovanje. Oni imajo tako zvani, v Nemci pravijo, amandmal, da se pravi Gospodova večerja. Zelo spoštovanjem to obhajajo, tudi večinoma pod dvema podobama. Mi smo, kar je bolj svetopisemsko, priznajmo. Mi smo to iz tako zvanih, narekovajo, tehničnih razlogov to malo opustili. Ja, tako da, vidite, tudi pravoslavni imajo obhajilo pod dvema podobama. Vendar ne tako pogosto kot mi, ampak tudi imajo svojo obliko spovedi in tudi resni verniki redno prihajajo pri vsaki maši, zlasti pa za veliko noč in za praznike tudi svetem obhajilu. To moramo, veste, poznati in spoštovati. Evangeličani seveda za naše pojme nimajo tako vseh teh prvin Evharistije, imajo pa zelo spoštljivo obhajajo tako krst, kakor tudi z Gospodovo večerjo. In oni to razumejo, da je to njihovo srečanje z Jezusom Kristom, kakor je bilo pri zadnji večerji. Seveda, tu je pa še naloga teologov, da bodo to, tisti premik tam v 16. stoletju, zakaj, kako, tu je bilo seveda predmet spora, žal, medsebojnih očitkov, vi nimate to, imamo to, boljše bo in to se že dela, so bila nekatera vprašanja že rešena in jaz sem zelo vesel, ker je tale sedanji predstojnik Kurt Koch, zdaj pravkar postal kardinal, imenito pozna evangeličane, po teoriji in po praksi. In bo lahko tu zelo pripomogel k temu res strokovnemu teologu. Pa ne samo on, tudi sedanji papež Benedikt XVI je tu kot profesor dogmatike prva linija, zaradi ti poznajo te zadeve. To je gotovo zelo pomembna stvar. Zelo pomembno. Če je prišel na to mesto tako velik poznavalec. In
tu se bodo oni pogovarjali, kot se pogovarjajo strokovnjaki, in tu bomo prišli do neke, bi rekli, za vse sprejemljive formulacije. Nikoli pa seveda z medsebojnim obtoževanjem, pa očitanjem, to pa žal ne. Ampak vsak zakaj ima svoje zato in zato se pa lahko drugega marsikaj učimo. Mi od protestantov, mirne duše, ljubezni do Svetega pisma, kar pri nas žal ni bilo vedno tako prisotno, in tudi tiste globoke duhovnosti, ki potem izhaja iz Božje besede. Ja? To tudi mi premalo poznamo. Kot se lahko od pravoslavnih učimo tega čudovitega zaupanja in predanosti Bogu, ki ga razodeva njihovo bogoslužje, tega veselja, da smo ljubljeni otroci nebeškega Očeta, ali pa recimo češčenja Božje Matere Marije, pravoslavni, presvjata, prečista Bogorodica. To ni molitve, da se ne bi končala z zaupanjem in prošnjo Božje Materi Mariji. Oja, se lahko marsikaj učimo drugega, tako da je to ekumenizem, je imenitna zadeva. Kateri pomemben vidik v tej izjemno obsežni in zahtevni ekumenski problematiki bi radi posebej naglasili za nas katoličane? Pomemben vidik, zdaj vse je nekako pomembno, zdaj ne vem, kaj bi bilo nekako najbolj pomembno. Gotovo je tisto temeljno razpoloženje in dejstvo, da smo vsi Božji otroci. Vsi, mi, ki smo krščeni, ja, in tudi naši bratje, ki niso krščeni, tudi o njih, recimo, govori katoliška cerkev z velikim spoštovanjem. Da se tudi v njih razodevajo sledovi razodetja, vestigija revelationis, točno strokovni izraz Vatikanskega koncila, in da so tudi oni na poti k Kristusu, recimo kot so recimo muslimani, ki so nekako Abrahamu zarod, ne, in tak, ne, tako da tu lahko se učimo, kako je treba pač spoštovati drugega, in recimo muslimani imajo nekatere tudi močne poteze, ki se lahko v njih kar se mi sprašujemo, recimo njihova molitev v petkih, kar pogledajte v mošeje, kdo je tam pri molitvi, to so možje, ja, ali pa recimo njihova romanja, ki je tudi zapovedana, ne, ali pa njihova dobrodelnost, ja, tako da se lahko kar učimo. Pravzaprav za vse te stvari pomembne, kaj? Ja, seveda. No in seveda, žal pa smo v zgodovini imeli take čudne izkušnje, ne, drug z drugim. Veste sej, tu moramo kar biti lepo ponižni. Mi pravimo Turki so delali, naši, prostite, križari, pa nič boljše v Carigradu. Kaj pa je bilo treba 1917 tam na Carigradu se znašati in take stvari. Recimo, to so stvari. Moramo ostati ponižni. Moramo ostati ponižno, pa se danes truditi, da danes ne bi nekako oteževali. Zdaj pa tako emenitno tole vodilo letošnje osmine, ta ideal, ki so ga poskušali živeti neposredno po Jezusovem nebohodu, ne. Stanovitno znamko apostolov, zapravi Sveto pismo, ki ga imamo vsi, katoličani, pravoslavni, evangeličani, vsi, a seveda, v lomenju kruha, to se pravi bogoslužje, zlasti Euharistija, bratska skupnost, da dobro mislimo drug o drugem in jasno molitev. Na temo molitve še kakšno vprašanje. Je druga bogoslužna ali liturgična prvina letošnjega 46. tedna krščanske edinosti. Iz njenega dosedanjega oziroma najinega pogovora so naši gledalci verjetno že zaslutili, da je tudi ta prvina zelo zahtevna in težko opredeljiva. V naših vprašanjih izhajamo iz teološkega načela, da kar cerkev veruje, tu mislimo na katoliško cerkev, to tudi moli.
To z drugimi besedami pomeni, da bogoslužna molitev v katoliški cerkvi vedno vsebuje in izraža pristen nauk cerkve. Tudi ta trditev postavlja mnogo vprašanj. Prvo tako je, ali to načelo velja le za katoliško cerkev ali tudi za ostale krščanske cerkve? To načelo, ki ste ga že vi omenili, staro patristično načelo, legem credendi, lex statuat supplicandi, to se pravi, to, kar se veruje, se tudi moli. To je bolj staro, kot sedi, da si razkoli. To je patristika, to je izročilo, cerkveno izročilo, ki ga pravoslavni zelo spoštujejo. In sem že trikrat omenil danes, da oni imajo verski pouk, bi bil bogoslužju. Zapravi, bogoslužne molitve jim povedo tudi o vsebini vere. In to je. In jasno, vse to se hrani iz Svetega pisma, in ti spevi, recimo, bogoslužni in te molitve in te prošnje, in pa seveda potem same, recimo, kot je recimo maša, kot je recimo krst, to je Sveto pismo. To je Svetega pisma. In zato je to molitev tudi šola verovanja oziroma krščanskega življenja. To, kar veruješ, to tudi moliš, to tudi živiš potem. Tako da je tu medsebojno to nekako kroženje, to se pravi bogoslužje, življenje, verovanje, je to pravzaprav vse eno. In bogoslužjo, to izražaš v neki slovesnejši obliki, kar v srcu nosiš in kar potem tudi v življenju uresničuješ. Saj to je prav namen bogoslužja, je Božja slava. Božja slava je pa novi človek, odrešeni človek, ki živi evangelij, ki ga uresničuje, ki ga potem tudi izžareva, saj smo vendarle kot učenci Jezusa Kristusa luč, kvas in sol. Pismo Diogneto, tam v 2. stoletju, kar je sol v jedi, to je kristjan v družbi. Gremo. Za vse čase povedano. Ali smo zdaj to sol v jedi v naši družbi kristjani? Ja, čakajte. Kje se pa sliši nas glas? Nekoliko. Če, pa tudi ne. Recimo na ravni župnije, na ravni krajevne skupnosti, na ravni občin, na ravni republike. Ja, recimo. Tako da, sol v jedi. Iz katerih teoloških razlogov je osebna molitev kristjana drugačna od bogoslužne molitve? Do kakšne mere bi lahko rekli, da je bogoslužna in zakaj vedno ohrani osebno karakteristiko, čeprav izraža pristen nauk cerkve? Zdaj pa tako zanimivo vprašanje, dobro. Čakajte. Molitev, ki je recimo preprosto vedeno pogovor z Bogom. Molitev je vedno osebna. To je vedno osebno dogajanje, to je kar meni. Molitev je lahko zasebna ali pa lahko javna, bogoslužna. Bogoslužna, ja. Lahko doma molim moje molitvene bogoslužje ali pa ga molim v cerkvi. Vedno je to osebno dejanje moje, vendar, če jaz molim v cerkvi, ni, prosite. Če jaz molim v cerkvi, ni to več zasebno, če se skupaj je to že javno. Je to kultus publico, spravimo, to je javno bogoslužje. Ja, jaz lahko razmišljam doma o maši zasebno, v misalu, pa berem te molitve, tu isti večer vzel. Ja, moram se pripravljati, moram bogoslužna besedila prej prebrati, premeditirati, recimo. Drugače ne znam brati tam, pravilno. Torej, na nek način je vsaka molitev osebna. To je zlasti važno. Je pa lahko zasebna ali je pa javna. In tu je med seboj samo v načinu izražena vsebina vedno ista. In jaz ne vidim nobenega nasprotja med bogoslužno molitvijo in zasebno molitvijo. Ker je vedno osebno, je vedno. Eno in drugo. Če ni bogoslužna molitev osebna moja zadeva, potem je to telovadba. Tu nisem več zraven, pri stvari. Potem je sem Berneč Bron, sem reče cimbale, ki nekaj govori, pa ne ve, kaj govori. Mora biti vedno osebno, je pa lahko zasebno ali pa lahko javno. Tako da tu jaz ne vidim nobene težave. In ne vem, kam merite, da je tisto smer, da je pač to bogoslužna molitev, ne vem,
tuja ali da nekaj drugega, pa nekaj dogmatičnega, ne. Jasno, da ima neke forme, ki so mogoče malo drugačne od tiste moje zasebne molitve, ne. Ampak recimo, če tam moli recimo na otroke, ne prošnje, jasno so drugačne, kot pa tiste tam skomplicirane teološko, ne. Hvala ti, Gospod, da mi daš mojega kužeka, ne, recimo, ne. To ne boste našli v eni bogoslužni molitvi, ne. Ampak za otroka je pa to recimo lahko imenitna izkušnja, ne. Ja, recimo, ne, tako da, no, toliko, ne, gre na namen, v katerem naj se ta molitev, če smemo tako izreče, je seveda malo drugače, drugače pa vedno osebna zadeva, ne. Pojdiva še malo na Bližnji vzhod. Sinoda za Bližnji vzhod, ki je potekala lani oktobra v Rimu, je imela temo, pravzaprav namen, kako ohraniti krščanstvo na Bližnjem vzhodu. Ali kristjani po svetu dovolj poznamo problematiko katoličanov in kristjanov nasploh na Bližnjem vzhodu? Pomeni v Palestini, Pakistanu, Izraelu, Egiptu, Jordaniji, Siriji, Iraku, Iranu. Ja, se zahvalim za to vprašanje. To je žal premalo. Premalo. Žal ne poznamo to skoraj nič. Da so tu krščanske cerkve, dobro poznamo mi tako, nekako tam neki romarji tam vidijo recimo neki incident v cerkvi Božjega groba, ki se skregajo bratje iste vere, ki drugega motijo. Tudi to se dogaja, jaz sem tudi to doživel, ne v Jeruzalemu, ampak to še zdaleč ni ta problem. To je pač neka problematika tam na svetem kraju celo, ja, ker seveda vsak bi rad bil čim bliže tem krajem, ki so povezani z temeljnimi dogajanji našega odrešenja, recimo tam Božji grob, tam kapela vstajenja, pod Konstantin in Helena sta celo dogajanje pokrila z eno orjaško cerkvijo, bazilika Božjega groba. In vse tam so tudi lepe stvari dogajajo. Se pa tudi zgodi, ker so pač različni kristijani, so recimo grški, pa so recimo sirski, pa so recimo maroniti, pa so ne vem kaj vse, jakobiti, pa so kopti, pa smo mi katoličani. In jasno, vsak ima svoj termin, vsak ima svoj jezik, vsak ima svoj način petja. Prostite, še pri Svetem Petru sem večkrat doživel, recimo mi romarji, pri Svetem Petru, v Rimu. Vsak se hoče malo producirati tam, ne pa neki izbor, pa tem, in tam z nekim izborom tam poje, jasno moti vse ostale. Pa nima toliko, da bi, čuj, se še tam 5 metrov stran, pa drugi imajo mašo, drugi kapeli, pa bi lahko imeli neki mir. Ampak mi smo tu, mi imamo zdaj to. In to je, dobro, to pustimo. Ampak gremo zdaj k stvari, to se pravi, torej ne poznamo dovolj te problematike. In to je spet zasluga svojega papeža, da je sploh te ljudi zbral skupaj, da se malo ne samo srečamo, tudi med njimi po človeški slabosti še kar nekaj teh težav, tudi glede na edinost kristjanov, ker to so pravoslavni, to so katoličani, to so različnih pač teh starih cerkva, ki so segajo do apostolske dobe, tako rekoč, in skrbno, skoraj malo, kako bi rekel to skrupulozno, čuvajo to svojo identiteto, ta svoj način, tudi obhajanja bogoslužja. In seveda, vsi pa so ogroženi iz dveh strani, to se pravi, eno so Judje, drugo so muslimani, to se pravi, tole Palestinci zlasti. Jaz sem imel srečo, da sem se spoznal in še zdaj poznam in imam še celo neke zveze z prejšnjim jeruzalemskim patriarhom Mišel Sabah, Palestinec, ki je bil 14. septembra pred 2 letoma v Mariboru in je v stolnici blagoslovil tisto fresko, obnovljeno fresko najdene Svetega križa. Sveta Helena, ko pri gradnji cerkve najde ostanke križa. In patriarh jeruzalemski, moj prejšnji mariborski župan, kot veleposlanik Izraelu, nekako sporočil eno tako željo, da je tu ta freska in da bi jo bili veseli, če je prišel. Je rekel, pridem. No in ta patriarh,
ki dobro pozna, bolj kot mi vsi skupaj, situacijo v Palestini, sam pa Palestinec. Je povedal stolnici, je povedal meni, je povedal nam, rekel, ni druge poti, kakor. Predstavniki svetovnih verstev, Judje, kristjani, muslimani, dialog, nič drugega. Pravi, ni druge poti. In on kot Palestinec. In seveda, ve pa, kaj se to pravi tam v Jeruzalemu, ker ima na središču judovstva, na tej Tempelski gori za Božjo voljo zdaj mošeja, ki pa tudi za muslimane drugo sveto mesto. Kako bo to rešili, jaz se zdaj ne morem reči, more pa to rešiti. Mi, žal, to premalo poznamo. Mislim, da bodo šli ti dokumenti iz sinode, ki je bila v Vatikanu, in to je bilo imenitno delo, da se malo pač ta problematika predstavi in da bi se na nekoliko zajezil ta odhod, kajti v vseh teh pritiskih mnogi kristjani odhajajo kam na zahod. Tam jih pa spet ne čaka raj, ampak tam jih pa čaka taborišče ali pa neke nemogoče razmere v nekih predmestjih oziroma nekih rezervatih. Ni rožnato. Tudi ne v Ameriki, to so veliki problemi. In tu, da bi zaustavili ta odhod in da bi ostali v domači deželi in s tem tudi ohranili krščanski videz oziroma izročilo svete dežele, Jezusove domovine. Ampak to je pa to. Okoli Božiča smo slišali o krutih atentatih, bombnih napadih na kristjane v Iraku, v Egiptu. V Egiptu so bili najbolj prizadeti verniki koptske cerkve. Posledica česa je tako veliko preganjanje kristjanov v zadnjem času na Bližnjem vzhodu? Je lahko temu vzrok islamski fundamentalizem? To mi rečemo tako, ker pač kaj je tu v zadju, včasih zelo kratkoročni računi med posameznimi temi skupinami, narodi in tako dalje. Tudi islamski fundamentalizem, tudi gotovo spolitizirano vse skupaj. Vse vemo, tam je Hamas, pa je tisti, kaj je že Fatah, pa se mogoče tu mi boljše smo tiho, ker dejstvo do kraja ne poznamo. Tu je veliko tega vsega, je pa dejstvo to, da ne bo miru v Palestini, dokler ne sprejmemo Jezusa Kristusa in njegovega evangelija. Nikaj. In njegovega učenja, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Ljubite svoje sovražnike. Delajte dobro tistim, ki vas črtijo. To je vse evangelij. Tu ne bo miru. In tu smo delali tudi mi včasih napake. Bojim se, da jih tu in tam še delamo. In zato je to ta problematika. Ampak se pa hvala Bogu nekaj premika in takšne sekunde, ki je bila ta, še ni bilo. In je to dobro, da so prišli skupaj in da so opozorili malo tudi svetovno javnost, nazaj tudi državnike, da je treba ta izročila, ki so na tem malem koščku te Palestine, da je treba jih ohranjati in tudi pomagati, da bi lahko ostali na svojih mestih, na svojih, bi rekli, domovih, ne pa seveda bežati, ker to je potem pa še seveda slabše. Jasno pa, da so pa tudi drugi, ki imajo drugačne račune s to Palestino, ne. Ampak jaz upam, da bomo le prišli do tega, da bo nastala, kot se reče, palestinska država in da bo živela v sožitju z Izraelci. Eni in drugi imajo tam domovinsko pravico. In tako. Ali se vam zdi, da so kristjani ali pa se čutijo kristjani na Bližnjem vzhodu zaradi teh dogodkov, prelivanja krvi, teh napadov, kaj bolj povezani med sabo kot kristjani? Bog daj. Kajti, ko prideš v Jeruzalem, denimo, vidiš samo Jude, pravzaprav. Ja, ne, to ne. To ne, ampak žal, to jaz ne upam zdaj reči, ampak žal, mogoče tudi mi malo kristjani plačujemo za našo needinost. Ker to, kar sem sam videl v Jeruzalemu, pred davnimi leti že,
ni bilo vedno najbolj skladno z evangelijem. Ne? In to, kar se včasih govori in piše. Ne? Tako da moramo se vsi lepo vračati k evangeliju in potem bomo tudi spostavili mir na Bližnjem vzhodu oziroma v Jezusovi domovini Palestini. Pot je znana, ni pa še dosežena in Bog daj, da bo kmalu dosežena. Pravim spet, sem vesel, da sem spoznal tega patriarha, spoštovanega starčka že, ampak je z veliko tako neko preroško besedo rekel, samota je pot. In bo. Kljub vsem nasprotnim tokovom, upamo, da si lahko Bog iz kamnov obudi učence in bo tudi te med seboj razdeljene kristjane nekako povezal in jih tudi nagibal k sožitju z brati muslimani in z starejšimi brati Judi. Tu smo. Čeprav se najin čas že izteka, pa vendar bi še rad zastavil dvoje vprašanj. Gotovo dobro poznate Taizé v Franciji. Taizéjska skupnost je ena izmed živih in najbolj znanih ekumenskih skupnosti bratov, živijo po meniškem pravilu. Koliko je njihovo pričevanje edinosti pomembno za današnji svet? Zelo pomembno. Hvala Bogu, da jih imamo. To je bil pravi karizmatik Rožej Švic, sedanji predstojnik, kar težko dohaja, naravno se to zgodi, ampak nagovarja pa mlade. In njihov način življenja, ne pozabimo, so celibaterji tile, člani taizéjske skupnosti, bratje, ko včasih pri nas ne vemo, kako bi s celibatom, ne. Med protestanti sem srečal recimo eno posebno bratovščino, Michael Budršaf, recimo v Nemčiji, ki odkriva vrednote celibata, sredi protestantskih skupnosti. Tako da, dobro, ali pa nekdo je nekaj zapisal, zakaj niste vprašali Dalaj Lama, kako on živi celibatersko življenje, pa njegovi menihi, ne vsi celibaterji. Tudi v Mariboru smo ga sprejeli, pa jaz sem samo čakal, da jim bi šel lahko blizu, mu to postavil vprašanje, pa nisem uspel biti blizu, dobro, v redu. Ampak tako, ne. No, ti so imenitni, jaz še nisem sicer Taizéjev, kar dobro poznam, Taizé po pričevanjih in po glasbi, po načinu bogoslužja, po petju. To zelo nagovarja tudi mlade in starejše in se to, tile kasete se kar množijo po teh naših stanovanjih in se to sliši, ta glasba povsod. In je to je svedopisanska glasba, to je biblična glasba in tudi, jasno, sadovi so potem tega univerzalnega, bi rekli, bratstva in edinosti, in veselja v Gospodu. Hvala Bogu, da so. So mladi odprti za ekumensko razsežnost vere? Mislim, da včasih bolj kot starejši. Tako da, ker mladi po naravi so navadno za tisto, kar povezuje ljubezen, edinost, mir, prijateljstvo. In to so te temeljne vrednote, ki so potrebne za resnični ekumenizem. Če se blokiramo, če vidimo samo sebe, potem je težko. Ampak, če pa se nekako odpremo drug drugemu in se veselimo tega, kar ima naš bližnji, kaj dobrega, pa znamo to pohvaliti, se tega veseliti, potem smo na dobri poti. Sva pri koncu najinega obširnega pogovora. Kako naj letos pristopimo k bogoslužju lomljenja kruha in k molitvi, da boste imela ekumenski značaj in učinek? Če obhajamo bogoslužje v živi veri in ljubezni, potem nam bogoslužje vedno tudi ekumenski značaj. Saj ne moreš reči, ljubi Boga, da ne ljubi svojega bližnjega. Če je bogoslužje in mora biti znamenje naše hvaležnosti, naše ljubezni, našega veselja, da smo kristjani, potem so tudi vključeni vsi ljudje. Ključno nasprotniki, sovražniki in tisti, ki nam želijo hudo
Ja, seveda, tu se začne. In saj še pri Oče našo vedno znova molimo, ki tudi imenitna molitev, ki nas vse povezuje. Oče naš, to se pravi vseh nas, ja, odpusti nam, kakor tudi mi odpuščamo, ne? In to nas nekako vse povezuje v to veliko Božjo družino. Zato, če tem duhu ponižnosti in tudi s kesanim srcem, tudi s ponižnim odprtim srcem Bogu služi, in to je predpogoj, to nas tudi v začetku vabi, recimo vedno znova kesanje, da se nekako uglasimo na te temeljne razsežnosti, potem tudi vsako naše bogoslužje, se pravi ekumensko povezano z brati in sestrami, tako kristjani, kakor tudi nekristjani, ker smo vsi na isti ladji in smo vsi ljubljeni otroci nebeškega Očeta na poti proti novemu nebu in novi zemlji. Gospod škof, celjski ordinarij, lepa hvala za ta pogovor. Tudi jaz se lepo zahvalim in našim gledalcem želim, da bi res vstopili v to sporočilo letošnjega tedna edinosti in povsod nekako izžarevali to veselje, da smo Jezusu Kristusu vsi med seboj bratje in sestre in po njem ljubljeni otroci nebeškega Očeta. Hvala vam.